V Zvezi sadjarskih društev Slovenije čestitamo pobudnikom in vsem, ki ste v teh letih uspešno sodelovali pri organizaciji prireditve Tradicionalni slovenski zajtrk. Menimo, da je velikega pomena, da se otroci ob tem dogodku seznanijo s kmetijsko pridelavo in kulturo uživanja hrane. Letošnje leto je razglašeno za mednarodno leto sadja in zelenjave. Opozarja nas, da moramo več storiti na ozaveščanju o rednem uživanju sadja in zelenjave, o zmanjševanju izgub zavržene hrane, o ohranjanju kmetij, manjših kmetij in lokalni samooskrbi ter o ohranjanju avtohtonih in tradicionalnih sort. Tu bi spomnil, da smo letos 30. aprila prvič praznovali vseevropski dan travniških sadovnjakov. Poudarili smo pomen, ki imajo travniški sadovnjaki na ohranjanje biotske pestrosti in raznovrstnosti, na prehransko varnost, na lepši izgled kulturne krajine in podeželja ter na bogatejšo turistično ponudbo. Žal ugotavljamo, da travniški sadovnjaki vedno bolj propadajo in da kmetijska znanja izumirajo in se v manjši meri prenašajo na mlajše rodove. Zato mislimo, da bi vsi skupaj morali več narediti, da bi zaživeli šolski in učni vrtovi, učne kmetije in kmetijski krožki v osnovnih šolah. Nahajam se na učnem vrtu dr. Derganca v Semiču, ki je lep primer prenosa kmetijskih znanj na mlade rodove. Obenem pa tudi dobrega sodelovanja občine Semič, Tic Semič, različnih društev in osnovnih šol. Vabim vas k ogledu.